V svojem predavanju bom predstavil rezultate analize, ki smo jo naredili na osnovi ankete, ki smo jo izvedli po osnovnih šolah. Spraševali pa smo, kako imajo osnovne šole v svojih pravilnikih urejeno regulacijo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pozdravljeni v mojem imenu. Kot rečeno, jaz vam bom predstavil rezultate analize stanja na področju šolskih pravilnikov in pa vzgojnih načrtov v povezavi s tematiko varne in odgovorne rabe novih tehnologij. Zdaj, preden smo mi se odločili tole pripraviti, smo si postavili eno vprašanje. Ne? Kako imate po šolah regulirano uporabo mobilnih telefonov, računalnikov, interneta in druge sodobne tehnologije? Ugotovili smo, da ne obstaja raziskava, oziroma nismo našli raziskave, ki bi to že obravnavala, zato smo se odločili, da jo bomo naredili sami. In sicer, naredili smo naključni vzorec osnovnih šol po vseh slovenskih regijah, oziroma vzorec je bilo vključenih 129 šol. Na šole smo poslali anketo, smo prosili, če lahko anketo izpolnijo in smo dobili 57 rešenih anket. Anketa je potekala od 18. do 29. januarja, potem smo pa podatke obdelali. Zdaj takole, ne? Jaz imam tukaj le veliko grafov in mogoče bo zadeva majčkeno suhoparna, bo pa celotna analiza dostopna tudi na naši spletni strani, na koncu boste tudi povezavo dobili, oziroma vam jo bom pokazal, tako da si boste lahko zadevo potem bolj v miru pogledali. Zdaj, najprej prvi del smo posvetili stanju na področju dokumentacije. Ne? Zdaj, kaj smo v bistvu spraševali, kako smo želeli dobiti podatke. Ne? Se pravi, sodelujoče na šolah smo spraševali, kako imajo urejeno to regulativo v svojih pravilnikih. In eno izmed prvih vprašanj je bilo, ali ima šola v veljavi pravilnik o sprejemljivi rabi tehnologije, se pravi interneta, mobilnih telefonov in tako naprej. Namreč zakaj? Ta pravilnik naj bi bil samostojni dokument, v katerem je pač vse to definirano, se pravi, kako je s pravili uporabe, kako naj šola tudi ukrepa in tako naprej. Šole, kot vidimo tukaj, 56% jih nima tega pravilnika. Ima sicer to potem urejeno v nekaterih drugih dokumentih, ampak danes, ko mladi dejansko živijo s to tehnologijo, ko se zjutraj zbudijo z mobilnim telefonom in grejo zvečer spat z mobilnim telefonom, vmes so seveda na Facebooku, na internetu, si dopisujejo in tako naprej. To je postalo njihov sestavni del življenja in šole se v bistvu morajo tega zavedati, da je to prisotno na šolah. Temu se žal ne da več izogibati in seveda s seboj prinese določene pluse in minuse. In predvsem, da se problematiko teh minusov nekako uredi, je zelo ustrezno, da ima šola en ustrezen pravilnik, ki bo pač to regulirala. Zdaj, tiste šole, ki so imele ta pravilnik, v njem regulirajo predvsem uporabo mobilnih telefonov. Kot vidite, 100% vse šole imajo pač to regulirano. Manj pozornosti pa namenjajo v teh pravilnikih drugim napravam in pa predvsem uporabi interneta. Naravno, to je mogoče, tale 58% je malo vprašljiv, s tem, da mi smo potem razmišljali. Mobilni telefoni namreč tudi omogočajo dostop do interneta. In zdaj se nam tukaj postavlja vprašanje, ali šole obravnavate mobilne telefone kot naprave, se pravi, je problem to, da recimo učenec med poukom vzame z žepa telefon in s tem zmoti učitelja, ali obravnavate vsebine, ki jih na mobilnih telefonih učenci uporabljajo in pač kaj počnejo na mobilnih telefonih. Namreč dejansko, če smo čisto odkriti, večji problem so vsebine kot sama naprava. Naprava je pač škatlica, in zdaj lahko je moteča, če je na mizi, problem so pa vsebine. In tukaj potem se malo sprašujemo, zdaj tale nizek delež, kar se tiče interneta, ali je to zato, ker tukaj se smatra samo dostop do interneta preko recimo šolskih računalnikov, ali gre tukaj bolj za vsebinski pogled na internet. Zdaj, tiste šole, ki nimajo tega pravilnika, imajo pač
ta pravila urejena v drugih dokumentih. Največkrat je tole pravilnik šolskega reda, ne, in pa hišni red. Pojavlja se tudi v vzgojnih načrtih, nekaj malega pa tudi v drugih dokumentih. Zdaj, kaj je na šolah prepovedano v teh pravilnikih, ne? Prva zadeva absolutno je najbolj pogosta prepoved slikanja in snemanja z mobilnim telefonom v šoli. To meni daje eno tako pozitiven znak, bi rekel, da se na šolah zavedate zasebnosti, ne? In da ne sme se pravzaprav fotografirati brez dovoljenja, ne? Tukaj ne mislim samo brez dovoljenja šole, ampak tudi seveda tistega, ki je na fotografiji, ne? To je bistveno, ne? Potem, kar se tiče mobilnih naprav, veliko šol ima to prepoved med poukom, ne? Tukaj si jaz absolutno predstavljam pač iz vidika moten, ne? En tak mobitel lahko predstavlja motno. Saj veste, tudi če smo v gledališču, v kinu, če zazvoni telefon, je moteče, ne? Potem velik del šol ima tudi prepoved v šolskih prostorih v celoti. To je tudi en tak, bom rekel, zanimiv pristop, čeprav moram reči, da jaz, ko sem tudi izvajal tele delavnice, o katerih je Tjaša prej govorila, jaz sem bil kar na nekaj šolah, kjer pa imajo dovoljen med odmorom uporabo mobilnih telefonov in drugih, recimo tablic, ne, in ja, imajo celo učenci dostop do interneta, ne, o tem bomo sicer malo kasnejše. Ampak potem je zanimivo, ne, hodiš po taki šoli med odmorom, pa so vsi učenci takole, ne, pa sedijo na klopcah in se ukvarjajo s telefonom, namesto da bi se med seboj pogovarjali, ne. Zdaj, kakšne so oblike dostopa, ki ga šole imajo do interneta, oziroma ki ga uporabljajo? Prva zadeva, mogoče še tole bi, tukaj sem nekaj pozabil pri temle povedati, tole so prepovedi, ampak obstajajo pa tudi dovoljenja za uporabo interneta in sicer večinoma po dogovoru z učiteljem. Se pravi, če se učenci dogovorijo z učiteljem, potem lahko internet oziroma mobilno napravo tudi uporabljajo v šoli, ne, čeprav je sicer prepovedano. In sicer med poukom dovoljuje uporabo z dovoljenjem učitelja 69% šol, v šolskih prostorih z dovoljenjem pa 56%. Ne, se pravi, relativno visok delež, seveda z dogovorom, po dogovoru, pri čemer res predvidevam, da tukaj gre za namene pouka, ne, in pa podobno, ne za v bistvu zasebno uporabo. Zdaj, oblike dostopa, ne, seveda imamo računalniške učilnice, ne, to večina šol dopušča dostop do interneta prek računalniških učilnic, potem računalniki v šolskih knjižnicah, brezžično omrežje, in tukaj bi se pa majčkeno ustavil, ne. Pri brezžičnih omrežjih imamo en velik problem, namreč ali je to brezžično omrežje, do katerega dostopajo učenci, če dostopajo, ne, ali je zaščiteno pred tem, da bi učenci lahko vdirali v šolske računalnike. Ne, ali je to omrežje ločeno od omrežja, ne vem, administracije, računalnikov v učilnicah in tako naprej, ne. To je en bistvena zadeva, ne. 2% šol ima pa brezžično omrežje, ki je dostopno samo učiteljem. Zdaj takole, ne, glede uporabe interneta z vidika prepovedi, ne, 59% šol to prepoveduje med poukom, ne, 44% šol prepoveduje v šolskih prostorih, samo 18 šol pa je navedlo, da je prepoved, vendar ne v primeru, da gre za izobraževalne namene, ne, recimo, ne vem, da kakšno nalogo šolsko delajo ali, ne vem, se uporablja za, ne vem, tudi pomoč pri domači nalogi konec koncev, ne. No, in kar se tiče pa same dovoljene uporabe interneta, pa vse šole, ki so sodelovale, pravijo, da dovoljujejo uporabo interneta za pouk, ne. In 36% šol je tukaj odgovorilo, da dovoljuje tudi uporabo v knjižnici. Ne, sej to je po eni strani logično, ne, v šoli smo zato, da se učimo, učenci so zato, da se učijo, ne da se zabavajo, se pravi, uporaba interneta za šolske namene je nekako sprejemljiva, ne.
Ali se zaposleni lahko s svojimi napravami povezujejo na šolsko internetno povezavo in kot vidite tukaj je odgovor 96% da in potem imam naslednji graf, kjer je vprašanje bilo, ali se učenci lahko povežejo s svojimi napravami na šolsko internetno povezavo. In skoraj 50% je odgovorilo da po dogovoru z učiteljem, se pravi z dovoljenjem. 8% pa ja, brez dovoljenja, se pravi brez vprašanja, prosto dostopno. Zdaj, tukaj sem jaz že malo prej omenil, tukaj imamo zdaj to problematiko dostopa in pri učiteljih in pri učencih, ko dostopajo s svojimi napravami. Kakšne so zdaj te njihove naprave? A so zaščitene pred virusi? Ali imajo virus? Kakšen je namen, učencev, da se priklopijo na šolsko omrežje internetno? A je to namen dejansko, da iščejo, nekaj, kar potrebujejo pri pouku? Ali imajo namen, vdreti v računalnik od kakšnega od učiteljev? Ali, v računalnik od računovodstva, ravnatelja, če je v isti mreži? Zdaj, tukaj, če se šole odločijo za uporabo tega, je absolutno potrebno, da je to omrežje zaščiteno in pa da, tako kot sem že rekel, ločena uporaba šolskega omrežja, ki je namenjena administraciji in pa omrežja, ki je v bistvu dostopno učencem. Konec koncev, to velja tudi za računalnike, ki so v računalniških učilnicah, če imajo učenci prost dostop do njih, se pravi, da lahko popoldne v njih delajo. Nikoli ne vemo, kakšne ideje imajo, kaj bi zdaj počeli. Tako da je treba biti tukaj malo pazljiv. Dobro, zdaj bomo pogledali, kakšni so ukrepi, če pride do kršitev. Zdaj, največ šol je odgovorili, absolutno odvzem mobilne naprave. Zdaj, ja, seveda, če vzame mobitel, če ga je na internet, če počne nekaj, kar ne bi smel, v trenutku, ko ne bi smel, se mu odvzame mobilno napravo in to je definirano v pravilnikih. Zdaj, odvzem pravice do uporabe računalnika, tole je bilo zelo malo odgovorov. Zdaj, tukaj se je mogoče šlo malo za napačno razumevanje tega vprašanja, namreč, kaj, če nekdo naredi nekaj narobe na šolskem računalniku? Kakšen je zdaj ukrep? In v bistvu 9% nima predpisanih ukrepov, 9% pa odvzame pravico do uporabe računalnika. Kaj pa ostali? In tukaj zdaj se postavlja vprašanje, ali gre dejansko samo za nadzor uporabe naprav ali tudi za nadzor vsebin oziroma dejanj, ki jih učenec počne s to napravo. Zdaj, ne vem, kakšna kršitev, da izgubi pravice uporabe šolskega računalnika, recimo, da poškoduje računalnik, ali pa da slučajno učitelj ugotovi, da počne nekaj, kar ne bi smel, recimo gleda na internetu neprimerne vsebine. Ampak, kolikor jaz vem, šole večinoma nimajo nadzora nad tem, kaj se v resnici na računalnikih počne. Redko kjer šole, saj da so meni poročale, da spremljajo promet na internetu. In to, recimo, bi bilo skoraj treba, zato, da se zaščitimo, zato, da otroci ne počnejo stvari, ki jih ne bi smeli. Tudi konec koncev so lahko tukaj kazniva dejanja, gre za kakšna ustrahovanja in podobne zadeve. Zdaj, če pogledamo pa kršitve v primeru mobilnih telefonov, je pa tukaj spet 90% šol naredi zaseg mobilnega telefona, s tem, da se telefon potem vrne staršem. V 15% primerov pa šole vrnejo telefon učencu. Zdaj, tukaj bi vas jaz eno zadevo opozoril. Mislim, da to upoštevate, ampak vseeno, telefoni vsebujejo ogromno osebnih podatkov. Učencev, imajo, telefonske imenike, prijatelje, SMS, gesla note za dostop do, državnih omrežij in tako naprej. In preden se učencu telefon zaseže, je zelo, zelo priporočljivo, da učenec pred zasegom v pričo učitelja oziroma tistega, ki telefon zaseže, telefon ugasne. Zato, da ne bi potem prišlo do kakšnih takih obtožb, češ, da zdaj pa učitelj ali kdorkoli na šoli brskal po mojem telefonu, ker mi ga je vzel. To je ena taka, bom rekel, precej pomembna zadeva, ki jo je treba pri tem upoštevati. Zdaj, kar se tiče vrstniškega nasilja, vsi vemo, da šole se s tem vedno bolj intenzivno srečujete, vedno več je teh incidentov
In vprašanje, ne, ali imate v šoli v veljavi politiko preprečevanja vrstniškega nasilja, ki obravnava tudi nasilje na spletu, ne, je zelo pomembno vprašanje. In moram reči, da relativno veliko šol je odgovoril, da ima to, se pravi 72%. Ne. Zdaj tistih 28, ne, se pač vprašamo, ali se zavedajo problematike nasilja na spletu. Ne, če nimajo nikjer tega definiranega, mogoče se šele srečujejo s tem, ne, nimajo še nekih izkušenj. Ne. Zdaj, ko pride do teh incidentov, ki so povezani pač z uporabo tehnologij, kako šole ukrepajo? Ne? Večinoma gre za razgovore, ne, z učenci, z učitelji. Ne, nekatere šole se odločajo individualno, odvisno od situacije, kar je verjetno celo pogosteje, no, kot je tukaj izkazano, in potem seveda gre za različna ukrepanja. Ne. Mogoče mene je mehen tole presenetil, prijava policiji v primeru hujših kršitev. Ne. Se pravi, samo 13%. Kaj zdaj to pomeni? Če šola zazna neko kaznivo dejanje, recimo to bi bila neka zelo huda kršitev, samo 13% šol bi zdaj to prijavilo policiji. Ne. To je zdaj malo, bom rekel, to ni najbolj primeren podatek, ne, saj ki se je izkazal. Ne. Spravi, če gre za neke nezakonite stvari, ne, recimo za objavljanje neprimernih fotografij, govorim recimo o razgaljenih golih fotografijah, na katerih so pač mladoletne osebe ali otroci, to je stvar, ki je za policijo, to je taka kršitev, ki jo mora policija obravnavati. Ni dovolj, da se jo reši znotraj šole, ne, ker so posledice lahko mnogo hujše. Ne. Zdaj, kdo se zdaj ukvarja s to problematiko teh incidentov? Ne? Ja, na prvem mestu je svetovalna služba. V redu. Kaj pa na drugem mestu? So pa v bistvu učitelji, ne? Razredniki in učitelji. Ne? Se vidite, 88% razrednikov se s tem ukvarja in pa 46% učiteljev. Ne? To je tak, bom rekel, zanimiv podatek, ki je logičen, ampak ne, če pogledamo tole. Ne? Ali so učitelji usposobljeni za ukrepanje, ko gre za spletno vrstniško nasilje? In v 80% primerov je bil odgovor, da ne. Zdaj imamo ne, ukvarjaj se z incidentom, nisi usposobljen. To je pa problem, ne. Moram reči, da jaz imam občutek, da ni to problem samo pri učiteljih, ampak da imate šole na splošno težavo s tem, kako se zdaj lotevati teh incidentov. Ne. In ravno tudi zato smo pripravili v sodelovanju z Evropskim šolskim omrežjem pač spletno stran e-značka Varna šola, v katerem bo kolegica Sabrina danes vam več povedala, kjer so noter, bom rekel, nasveti, procedure, kako ukrepati, ko pride do incidentov, kako mora šola se pripraviti na incidente. Ne. O tem boste malo več kasneje slišali. Ne. Zdaj, šole se v 2/3 primerov ukvarjajo tudi z incidenti, ki se zgodijo izven šolskega okolja. Recimo, gre za neko nasilje popoldne na družabnem omrežju. Ne. To je logično. Namreč veliko tega nasilja se tako ali drugače prenese v šolo. Ali gre to zdaj za učence šole, ali se pridejo starši v šolo pritožiti. Ne. In šola, čeprav se ji po nekih, bomo rekli, pravilih ne bi bilo treba s tem ukvarjati, se dejansko more. Ne. Pač zakaj ne? Zato, ker se ni zgodilo v šoli oziroma v šolskih prostorih. Ampak se pač more. Ne. In tudi to je eden izmed razlogov, da so ti pravilniki in pa načini ukrepanja dorečeni. Ne. No, kar se tiče fotografiranja in objavljanja slik, ne, govorimo o slikanju zaposlenih in pa učencev šole, tudi to, kar recimo zaposleni na šoli slikajo dogodke učencev, ne, ima 71% šol v pravilnikih to urejeno. Ne. Je pa nekaj, ne, tukaj je treba vedeti, da je treba te zadeve učiteljne stalno opozarjati na to. Namreč meni se je tudi že dostikrat zgodilo, sem prišel na šolo, pa so, ko smo imeli delavnice, pa so me slikali, pa me ni nobeden vprašal, ne, pa bi me dejansko mogel. Ne. To je en tak primer. Goste, recimo, treba tudi vprašati, ne, če se jih slika. Kdo je zadolžen za osveščanje? Največkrat imamo to svetovalne službe, računalnikarje oziroma računalničarje.
Tistih 8% je pa malo zaskrbljujoče, ne? Se pravi, na teh šolah se postavlja se vprašanje, ali na teh šolah sploh razmišljajo o osveščanju mladih glede tega. Ali se teme varne rabe v internetu vključujejo v pouk? Ja, 80%, dobrih 80% je odgovorili da, kar je zelo pozitivno, ne? Bi pa želeli, da bi bil tukaj odgovor 100%, ne? Ker to, kot sem rekel na začetku, to je postal del našega življenja, uporaba te tehnologije. Zdaj, aktivnosti, ne, glede varne in odgovorne rabe interneta, mobitelov, osveščanje, ne? Kako se izvaja? Večinoma na razrednih urah, se pravi tematske razredne ure, ne? Različni načini osveščanja učencev, plakati, ne vem, dogodki in tako naprej, osveščanje staršev, ne vem, recimo predavanja, delavnice, sej vsi, no, to nas je zelo razveselilo, da je bil delež odgovorov tako visok, ne? Roditeljski sestanki, izobraževanja učiteljev in tako naprej. Ravno menim, da pri izobraževanjih učiteljev je narejenega premalo, ne? Predvsem v luči tistega odgovora, da se ne počutijo usposobljene za obravnavanje oziroma reševanje teh incidentov, ne? Ja, prosim. Tako, ja. Večinoma so odgovarjali svetovalni delavci in pa posamezni učitelji, a ne. Več o sami anketi metodologiji imate pol v tej publikaciji, ki je na spletni strani, tako da si boste. Tako, drži, ja. Dobro. In kdo se zdaj odloča za vključevanje teh tem k pouku, ne? Tukaj bi mogoče opozoril na to, da bi to moglo biti mogoče urejeno na višji ravni, ne, da dejansko to ostaja prepuščeno učiteljem, ne. Dostikrat se mi zdi, da imajo učitelji, da je v bistvu od zanimanja učiteljev odvisno, ali bojo te teme vpeljali v svoj pouk, ne. Namreč, ker sem rekel, ne, stvari so toliko vpete v naše življenje, da dejansko bi mogli skoraj pri vseh predmetih, ne, večini predmetov to vključiti v sam proces učenja, ne, zdaj dobro, nekje manj, ne, nekje malo več tam, kjer se da, ne, pač odvisno od predmeta, ne. Zdaj takole, glavne ugotovitve, če jih strnem, so v bistvu tole, ne. Šole imajo načeloma dobro urejeno področje uporabe mobilnih telefonov, slabše pa področje uporabe interneta. Tukaj je tisto, ko sem rekel, ne, ali govorimo samo o tehničnih napravah, se pravi uporaba naprav kot škatlic, ne, recimo kot predmetov, ali gre tudi za vsebine, ne. Zdaj, glede na to, da je slabše internet urejen, ne, področje interneta, bi tukaj znal biti malo problem, da se na vsebine pač pozablja, ne. Potem, kot rečeno, ne, kaže se, da učitelji očitno niso dovolj usposobljeni, ali pa bomo rekli, da svetovalni delavci pač menijo, da učitelji niso dovolj usposobljeni, ne. Pri čemer imamo je, da smo videli prej, da se svetovalni delavci s tem v večini ukvarjajo, ne, z osveščanjem, z koordinacijo teh zadev, ne. Premalo šol ureja uporabo IKT, ne, se pravi informacijsko-komunikacijske tehnologije s samostojnimi pravilniki, ne. In kot sem že na začetku rekel, postavlja se vprašanje, a se šole dovolj zavedajo pomembnosti ureditve tega področja, ne. In pa seveda, ne, ali se, kot sem že rekel, posveča dovolj pozornosti uporabi, vsebinskim vidikom uporabe, ne, se pravi uporabi samih vsebin na internetu. Dobro, analiza bo dostopna na naši spletni strani safe.si, mislim, da že danes. Zdaj me pa zanima, morda kakšno vprašanje še? Ja, izvolite. Če imajo šole kakšne filtre pri dostopu? Ne, tega nismo spraševali, žal. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne? Dobro, ja, prosim, izvolite, zadnji. Na to vam jaz sicer ne znam odgovoriti, sam, ne vem, to vam žal ne znam odgovoriti, no. Ja, prosim. Mogoče vaše videnje med tem, kje je meja šole, vsekako se mora ukvarjati s tem, kar se dogaja v šoli, to je ponavadi so različni sošolci. Ampak same prijave
Zdaj ne vem, kakšno je vaše mnenje. A je to res izključno šola ali šola mora nekako osvestiti starše in je to njihova, kako rečemo, civilna tudi, ne? Tudi tožba v končni fazi, zdaj je odvisno tudi od težav. Tako, Hvala. poglejte, to je v bistvu zelo dobro vprašanje in smo tudi že mi precej razpravljali o tem. Ne. Zdaj, situacija po mojem mnenju je takole, ne. Zdaj vemo, da za dogajanje izven šole v popoldanskem času šola pravno ni odgovorna. Ne. Bomo pa rekli, ima pa neko moralno dolžnost. Ne. Kar pomeni, da zdaj odvisno spet za kaj gre. Če so vpleteni učenci šole, potem je najlažje, če se šola tukaj, ne vem, kot nek mediator vmes postavi in skuša, ne vem, bom rekel, urediti zadevo med učenci oziroma med njihovimi starši, zapravo jih med seboj povezati, se pogovoriti, ne, odigrati vlogo mediatorja. Ne. Zdaj, če gre za kakšne hujše zadeve, če gre za grožnje s tožbo, ne, potem je tukaj pač šola lahko staršem svetuje tisti, ki jim recimo grozijo s tožbo, ne, da ne se absolutno obrnejo na odvetnika. Ne. In pa seveda šola ima vedno to, bomo rekli, izobraževalno preventivno vlogo. Ne. Zdaj, če se kaj takega pojavi, da pride do šole, šola posreduje kot mediator in potem, ne vem, se pripravi za starše vseh otrok neko predavanje ali pa neko izobraževanje, ne, kaj zdaj narediti. Ne. Tako bi jaz zadevo predlagal. Ne. Je pa to, no, problem postane to, ko starši doskrat pridirkajo šolo in obtožijo šolo, vi ste krivi, ne. Pa čeprav šola pravzaprav nima nič, ne, če se otroci popoldne na Facebooku skregajo, ne, pa se žalijo in tako naprej. Ne. Dobro. Jaz bi samo na eno od prejšnjih vprašanj govoril o teh filtrih do dostopa, ker sem eno podobno raziskavo upravljal 60% šol, sicer sem umanjšal vzor 26 šol, na 60% šol so rekli, da imajo filtre. Super, hvala za ta podatek. Ja? Jaz sem pa eno pod vprašanje na tole. Ali gre za vsebinske filtre ali dostopovne filtre, ker to nista zadeva. Namreč, ja, ker šole dostikrat ne ločijo, kakšne vrste filtre uporabljajo. Obstajajo dostopovni filtri, ki blokirajo določene pač načine dostopov, ki ščitijo omrežje. Drugo so pa vsebinski filtri, ki dejansko onemogočajo dostop do vsebin. Tako da tukaj je bilo treba to ločiti, ker vprašanje, za katere filtre je šlo. Ne. Večina šol uporablja te dostopovne filtre, zato da zaščitijo omrežje. Skoraj vse. Okay. Dobro, potem bi se vam pa jaz najlepše zahvalil, pa predajam besedo.